Tole je novi Peugeot 2008 in našel sem 2008 stvari, zaradi katerih se ga splača imeti. Vam pokažem. 1. Tale dva LED čekana ga naredita drznega. 2. Ko ga odklenete, zadnje luči takole ponorijo, da res vsak vidi, kdo ga je odklenil. 3. Polička dvojnega dna prtljažnika se samo zaustavi na teh dveh kavljih. 4. LED luči spreda in noč spremenijo v dan. 5. Digitalni 3D merilniki so lepi in jih morate imeti. 6. Zadaj lahko naenkrat polnite 2 napravi, tako da se na zadnji klopi ne bo noben kregal. Upam. 7. 1,2 litrski turbobencinski motor ima 130 konjev in ga hitro požene z mesta. In še 8. Skoraj 15 cm je daljši kot prej, zato je notri več prostora. To je to. Hvala lepa, pa brez zamere. Me je šef tamle skupaj, da je bilo tole čist prekratko, pa da nisem povedal nič pametnega. Zato grem še enkrat. Zares. Peugeot 2008 je leta 2013 zamenjal 207 SV, če se ga še kdo spomni. Nas je že v prvi generaciji prepričal s prostornostjo, 7 let kasneje pa je tukaj druga generacija na novi platformi. Zdaj je bolj oddaljen od tal in skoraj 15 cm daljši, kar pomeni, da v dolžino meri 4,30 m okroglo. Kaj to pomeni v praksi, vam pokažem takoj, ko obdelam tole hudo obliko. Ne vem, s čim fujtrajo oblikovalce pri Peugeotu, ker že nekaj časa navdušujejo. The Mille Huit, kot mu pravijo v Franciji, je precej bolj opazen kot prej in to tudi hoče biti. Ima tak prepoznaven obraz z veliko masko, ki se ne deluje proti LED žarometoma pri vseh nivojih opreme, spodaj pa sta še tale LED čekana za dnevne luči. Ko jo dolgo gledate in imate domišljijo kot jaz, se vam zdi, da bo tale lev kar plano po vas. Ostre stranske linije dajo jasno vedeti, kje sedi najbolj pomemben potnik v avtomobilu. Zadek je še najmanj posrečen, ampak ga v mojih očeh reši tale črna plastika z napisom Peugeot. Velik korak naprej so naredili pri notranjosti, kjer so bistveno boljši materiali in takoj boste opazili te 3D merilnike, ki so na voljo pri vseh nivojih opreme, razen pri vstopni. V osnovi gre za klasične digitalne merilnike na zaslonu, potem pa projekcijski prikazovalnik projicira svoje podatke proti zaslonu in ustvari tak 3D občutek. Sam bi hotel, da se hitreje zamenjajo, ko hočete drugačen izgled, drugače pa so pregledni in vsak si jih lahko nastavi tako, kot želi. Francozi pa dodajajo, da je zaradi njih reakcijski čas voznika za pol sekunde hitrejši. Zanimivo. Vse skupaj je tudi kakovostno izdelano. Sploh tale fake karbonska folija mi je ful všeč, pa sploh ne moti me, da je pri opremi Allure na voljo samo manjši 7-palčni zaslon. CarPlay in Android Auto itak delujete, da lahko imate potem navigacijo na večjem zaslonu. Če želite Peugeotovo, pa boste morali doplačati 800 €, ampak zraven dobite še 10-palčni HD zaslon. Manjši volan mi je všeč in mene ne moti, nekatere pa. Je pa krmiljenje kar lahkotno, kar bo voznikom tega avta še posebej všeč. Kdor zahteva več, bo želel malo več obtežitve, da bi bilo vse skupaj malo bolj trdo v rokah in da bi imel boljši občutek povezanosti s kolesi spredaj. Tu imaš pa tak nekako odtojen občutek, kot da si dlje od koles, kot si zares. Ampak nič dramatičnega. Avto se lepo pelje. Anžetu še vedno ni všeč položaj za volan. Pravi, da si ga ne more dobro nastaviti, ampak on je nekih 8 cm manjši od mene, tako da so očitno mene imeli zamero, ko so delali tole, ker nimam nobenih problemov, pač dobro sedim, ne? Spredaj ima 2 USB-ja, levi je tipa C, zadaj sta 2 navadna USB-ja, no in tale nosilec za telefon je eden najboljših, ker v vseh pogojih drži telefon trdno na mestu. Če so se že povsod tako potrudili, bi lahko še sliko med vožnjo nazaj zrihtali, je precej slaba. Večje mere se lepo poznajo znotraj, ker je na zadnji klopi zdaj dovolj prostora za večino odraslih, če jim kaj ne bo všeč, jih pa prijazno spodite na prvem parkirišču. V prtljažnik gre zdaj kar dobrih 80 litrov več kot prej, skupno 434, ker ima dvojno dno, je seveda bolj uporaben. Tale zatiča pa še ustavita poličko, da vam ne pade po prstih. Vožnja je glede na tip avtomobila kar udobna, ker gre pri križancih vedno za nek kompromis med izgledom in dejansko uporabnostjo. No, k sreči tale nima večjih 18-palčnih platišč, ker bi bila potem vožnja še trša, se pa dobro drži ceste. To pa ja. In sedeža spredaj imata dovolj bočne opore, da med hudimi ovinki ne boste zleteli z njo.
Poganja ga 1,2 litrski turbobencinski mlinček, ki ga poznamo že kar nekaj časa in proizvede 96 kW moči, torej 130 konjev. Dobro se mu poda, ker gre z mesta lepo in kljub trivaljni zasnovi ni moteč. Če ne boste gledali na porabo, bo ta dobrih 7 litrov, če ja, pa bo zlahka 6,5. In kljub temu, da je tale 6-stopenjski ročni menjalnik čisto super, ne, bi sam raje izbral 8-stopenjski samodejni, pa tudi če stane 1800 evrov. V prenatrpanem segmentu križancev je 2008 pravi val svežine, ker je drzno oblikovan, ima zanimive tehnologije, pa še v kabini se dobro počutiš. S tako zanimivo barvo, digitalnimi merilniki, USB vhodi in številnimi drugimi stvarmi pa tudi ni pretirano drag. Tale ob meni stane dobrih 21 000, s Peugeot financiranjem slabih 19. Ja, sem rekel že na začetku, ne, da se ga splača imeti.